dogaja. In seveda od 13. marca lanskega leta se dogaja z vso silovitostjo in vedno hujša je. Zakaj pravim, da je vedno hujša? Zaradi tega, ker so pravzaprav vodstveni kader policije že podredili vladajoči politiki stranke SDS in da gredo seveda zdaj na ta srednji poveljujoči in strokovni kader pa vse do načelnikov policijskih postaj. Tisto, kar je pri tem pravzaprav najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da politiki sploh ni treba več dajati navodil policiji, kako naj ravna. Ker je politika javno dovolj dobro nakazala smer, kako naj policija ravna v odnosu do državljanov, v odnosu do demonstrantov oziroma protestnikov, nasprotnikov te vladne politike, kako naj ravna v primeru posameznih protestov, ko ni kršen javni red in mir, pa se vseeno zaradi te represivne drže celotne vladajoče politike znašajo nad državljani. In to je najbolj zaskrbljujoče, da je postalo to, kar hoče doseči vladajoča politika, da je to postalo način razmišljanja znotraj vodstvenega kadra policije. Davek plačuje 8000 policistov in policistk, ki nočejo biti niti strankarska policija, nočejo biti pod vplivom stranke SDS, ampak hočejo enostavno korektno opravljati svoje delo. Tisto delo, zaradi katerega so tudi tam in ga poznajo in vedo, kakšno je njihovo poslanstvo, da so servis državljanov. Ampak zaradi teh nekaj deset ljudi, ki so se uklonili vladajoči politiki na ta način, po eni strani zaradi slepo neki karieri, po drugi strani pa tudi zaradi političnega prepričanja, zaradi nekaj deset teh ljudi pravzaprav trpi celotni sistem policije. Dejstvo je, da je od 13. marca lani so seveda vsi generalni direktorji policije zgolj lutke v rokah vladajoče politike.